Se vam je že kdaj zgodilo, da ste se znašli v situaciji, ko so vam misli begale? To moram narediti, potem pa še to in to in to. Vaše telo pa je bilo težko in ste imeli občutek, da je upočasnjeno? Ali pa obratno, vaše telo je hitelo iz enega v drugi opravek, vaše misli pa sploh niso bile z vami. Poglejmo si, kaj bi lahko bil vzrok v ozadju. Živjo. Živjo. Živjo, Evita, kako si? Ja, v redu, super. Sem tukaj, da mi poveš, kaj je treba narediti, a Najprej veš. hvala, da si prišla, da si vzela lepo čas. Si Ja. imela v redu vikend? Ja, super, sem že razmišljala o tem, kaj pa kako bomo delali, tako da kar na plan z besedo. Ja, takole je prišlo malo bolj tak pester teden bo, no. Bova malo takole. Kar povej, kaj rabiš, da naredim, le bom naredila itak. Zdaj je ta svetovno prvenstvo, ne? In treba je to Katar, ne? Ja, bom jaz. A prav, lej, sva že zmenjene. Nimam še plana, tako da v bistvu se res sorry, jaz... Lej, če ti karkoli pomagam, karkoli naredim, tukaj sem, vse bom jaz naredila, ni problema. Kar povej. Ja, meni je v bistvu žal, ampak res moram prositi, da bi šla ti, no. Ja, Ampak bom. boš imela vso podporo tehnično in jaz bi dala mogoče še nekoga, da gre s tabo. Ne, lej, jaz vse lahko naredim. Jaz pa nimam še plana napisanega. No, sej, ampak jaz ti povem, ne sekiri se za ta plan, bom jaz čisto vse naredila, jaz sam rabim tehnično podporo, drugače mi pa lej pust, jaz bom sama vse. Jaz bom naredila in tako bo najboljš. Že za 1000 stvari so nam drugi rekli, to moraš probati, pa to moraš delati, pa to je najbolj zate. Ampak, a jih res delamo? Pa saj vemo, da je ta stvar dobra za nas. Ampak, če ti veš, da je to nekaj, kar ti nisi, se s tem ne identificiraš, zakaj potem pustiš, da nam ta misel pride v tvoje misli? Ampak, kako lahko zares ugotovimo, kdo smo sredi vsega tega kaosa v naši glavi? Dejstvo je, da če se zavedamo, da nečesa ne moremo storiti, zakaj se ne vprašamo, česa še nismo uspeli odstraniti iz naših misli? Ampak problem je, da nobene stvari ne moremo zares odstraniti iz naših možganov. Lahko pa vemo, kako bi se tega lotili. Ampak kako lahko res ločimo, kaj je tisto, kar je naše in kaj je od drugih? Imamo več možnosti. Prva je, da res natančno vemo, kdo mi smo. Ampak a ni to še nek dodaten stres, da ugotavljamo naše nianse, kdo smo in kdo nismo? Druga pot pa je, lahko obrnemo naše razmišljanje in se vprašamo, kdo mi nismo. Ker to, kar nam bega so namreč stvari, s katerimi si na videz identificiramo, ampak to nismo mi. Recimo, če si natočiš skodelico čaja in držiš iztegnjeno roko, lahko držiš 10 sekund, 2 minuti, po 5 minutah pa bomo lahko razmišljali samo še o tem, se pravi fizični bolečini. Kaj pa, če enako stvar prenesemo še na psihično bolečino? Ko pomislimo na stvari v življenju, ki bi lahko bile potencialno stresne, se pravi, v šoli ocenjevanje, kasneje iskanje službe, nato družina, na karkoli pomislimo, lahko potencialno predstavlja možnost za naš stres. Ampak, kaj je edini skupen faktor vseh teh stvari? Ti. Edina stvar, na katero lahko zares vplivaš, so tvoje misli, kako ravnaš s svojimi mislimi, ker bodo ravno te določale tvojo percepcijo vsega ostalega. Da razumemo način, zaradi katerega tako razmišljamo, se moramo najprej poglobiti v to, kako smo se naučili razmišljati na tak način. Tukaj nam prav pride poznavanje notranjih dejavnikov, ki nam lahko pomagajo bolje razumeti samega sebe. Se pravi, tukaj govorimo o raznih vzorcih, avtoritetah, notranjih silah, pozicijah, odnosih. Glede na to, da ste se odločili pogledati tale posnetek, bi se radi več naučili o tem, kako premagovati stres.
Zato imam za vas vprašanje, ki vam bo lahko dalo misliti. Ali je možno, da ste kot otrok ponotranjili pravila, ki so vam bila vsiljena, sedaj pa v vas povzročajo glas vesti? Zavedati se moramo, da je naša ključna naloga, da se skozi potek odraščanja naučimo ločevati pravila, ki ustrezajo nam, ter niso postavljena strani drugih. Seveda pa to ni najlažji postopek. Kadar namreč ne uspemo ponotranjiti vrednot, k katerim stremimo, temveč se zgolj vedemo, kot da so del nas, na nas to vpliva zelo negativno. Naša prava čustva ter naša resnica v nas samih se namreč umakne. Strokovno temu rečemo, da smo čustveno odcepljeni oziroma disociirani. Pristna čustva so tako odcepljena, vendar jih naše telo čuti ter si želi, da bi prišla na dan. Prav zato je zelo pomembno, da si znamo dopustiti podvomiti vzorce, ki smo bili jih deležni. Poglobiti se moramo namreč v vzorce, ki so nam služili, ko smo bili majhni, pa nam v odrasli dobi ne služijo več. Na tej točki kar hitro zasledimo pretekla dejanja, ki so na nas pustila posledice. Vendar to so pretekla dejanja in lahko se jih osvobodimo. Le tako lahko namreč prekinemo njihov vpliv na sedanjost. Kako pa se najpogosteje kaže naše ponavljanje vzorcev iz primarne družine? Najpogosteje si želimo posnemati starševski način, se ravnati po njihovih pričakovanjih ali pa se upiramo. Prav zato se moramo zavedati, da se z notranjim glasom ne rodimo. Avtoriteto namreč ponotranjimo. Nekatera zunanja sporočila, ukaze, stavke, vedenja se nam tako močno vtisnejo v spomin, da jih lahko začenjamo doživljati kot lastne. Zakaj je vse to pomembno? Ker nam prav te misli priplavajo na površje, ko se znajdemo v napornih situacijah. Prav te misli pa rečemo avtomatske misli. Kot že samo ime pove, se sprožijo same od sebe. Telo se odzove, sami pa ne najdemo izvora te misli. Problematika pa nastane, ker kadar razumemo, kaj se nam dogaja, dobimo vsaj delček občutka nadzora, ker ga tukaj nimamo. Zato si poglejmo tole prispodobo. Predstavljajte si, da izveste, da ste intolerantni na laktozo. Najverjetneje v svoj jedilnik ne boste več dodajali mlečnih izdelkov. Zakaj pa smo ljudje potem navajeni sprejemati v naše misli vse to, kar nam povzroča še dodaten stres? Za primer si vzemimo osebe iz voda. Control freak. To so ljudje, ki bi bili radi prisotni povsod, imeli vse pod nadzorom, obenem pa imeli občutek, da jih bo situacija preplavila, ter tudi jih na neki točki. V želji po obvladovanju situacije pozabijo na svoje potrebe. Drugi so pogosto mnenja, da si sami tako želijo. Sami sicer najpogosteje trdijo, da jih nihče ne razume, ne opazi njihovega truda in tako dalje. Ključna naloga pa je sprejeti pomoč drugih, priti v stik sam s sabo ter svojimi potrebami. Sindrom vsiljivca. V sebi imajo namreč zelo ponotranjeno misel, odkrili bodo, kako nesposoben sem. Imajo mnenje, da je preprosto nemogoče, da si zaslužijo to pozicijo v službi, partnerskem odnosu in tako dalje. Ima namreč občutek, da ne spada v neko skupino. V ozadju je gonilna misel, jaz nisem v redu, drugi so v redu. Živijo v nenehnem strahu in napetosti. V ozadju je zmotno prepričanje, da drugi nikoli ne naredijo napake. Za njih je temeljna naloga, da razumejo, da tudi drugi so samo ljudje. To sta samo dva primera izmed neštete množice primerov ravnanj. Ampak kaj lahko mi odnesemo od vsega tega? Ena stvar, ki jo lahko naredimo danes. Poskusi tole. Ustavi se, zapri oči, 20 sekund razmišljaj, kako se počutiš v svojem telesu. Kaj je tvoj trenutni stresor? Kako se to povezuje s tabo?
kako bi se lahko soočil z njim. Obstaja kakšen drug način, s katerega lahko pogledaš na to situacijo?